Najprej en lep pozdrav. Ko smo bili na zadnjič na regijski terenski seji, smo bili v Pomurju. Tam smo govorili in si ogledovali rezultate sistemskih reform te vlade. Danes na regijskem obisku na Goriškem pa z velikim veseljem tudi tukaj znotraj tehnološkega parka zremo v prihodnost. In zato bi rad danes tudi najavil en izjemno pomemben projekt, na katera sem tudi sam zelo ponosen. Projekt, ki je usmerjen izključno v prihodnost in v kreacijo novih znanj. Prav danes je na Evropskem portalu objavljen prvi nacionalni razpis, se pravi slovenski razpis, za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco. Naš namen je, da s tem razpisom omogočimo, da vsaka Slovenka in Slovenec, ni važno v kateri funkciji, ali kot posameznik, ali kot zaposlen v podjetju ali javnem sektorju, ali kot raziskovalec, ali pa samo kot radovednež, dobi brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence, da je ta dostop varen znotraj vseh kriterijev, ki jih je postavila Evropska unija, se pravi bo v evropskem oblaku, in da so podatki na razpolago samo uporabniku, da se do podatkov ne da dostopati strani tretjih ponudnikov in jih izkoriščati za lastno učenje, ampak da so na razpolago tistemu, ki je tudi njihov lastnik. Gre za, Slovenija želi biti med prvimi, zaenkrat še nobena država ni podpisala take pogodbe. Mi smo bili že v predpripravah z nekaterimi največjimi ponudniki teh storitev na svetu. Računamo, da bomo v naslednjih mesecih prišli do pogodbe z enim od njih. Izbranih je več orodij, želimo pa biti tehnološko nevtralni, želimo ponuditi platformo za podatke, na katerih bo tekla umetna inteligenca in dostop vsakomur do te platforme, brezplačno. Zakaj mi je tako pomembno, da to oznanim ravno tukaj? Zaradi tega, ker dobro veste in izražam čestitke ekipi Primorskega tehnološkega parka, ki je dobilo nagrado prav letos Evropske komisije za projekt POPRI, in radi bi tudi združili to, da se radovednost mladih tudi za podjetništvo, ki se izkazuje v tem projektu, nadgradi z najmodernejšimi orodji in z dostopom do najmodernejših orodij in platform generativne umetne inteligence. Verjamem, da bomo s tem, da bodo mladi ne samo lahko potešili svojo radovednost, ampak da bodo s tem še hitreje razvijali nove ideje, tako podjetniške kot tudi kakšne drugačne, predvsem pa, da bomo na ta način jim omogočili, da bodo v svetu dobili neke vrste prednost pred svojimi sovrstniki. Želimo, da je dostopnost do teh orodij v Sloveniji zelo hitra, predvsem pa, da jo imajo med prvimi na svetu. Moram povedati, da to ne bo omejeno samo na dostop. Celoten razpis obsega to, da bodo lahko dostopala tudi podjetja, tako mala podjetja za razvoj novih idej, velika podjetja za izboljšave v svojih proizvodnih procesih, za izboljšave svojih storilnosti, javni sektor, zato da bo lahko nudil hitreje in bolj kvalitetne usluge, šolski sistem, znanstveno-raziskovalne inštitucije in vsak posameznik doma, da bo lahko sistem orodij pomagal pri tem, da si bo olajšal svoje življenje. Še enkrat povem, da sem zelo ponosen na ta projekt, zaenkrat smo med prvimi, nobena država še take pogodbe nima podpisane, moče nas bo v naslednjih mesecih pri pogajanjih prehitev, ampak želimo biti zelo temeljiti pri tem, kaj bomo podpisali, ker gre za zelo občutljivo področje varovanja podatkov in se želimo maksimalno zaščititi. Če bi želeli biti prvi, bi že lahko bili, ampak so nam zaščita podatkov bolj pomembna, zato smo vzeli še kakšen mesec cajta v pogajanjih, da to stvar dorečemo. Zelo pomembna vprašanja, zato gremo v nacionalno platformo, kjer bo možna tudi verifikacija podatkov na podlagi lokalnih podatkov, to pomeni na podlagi nacionalnih podatkov, to je prvo. Drugo, projekt zaenkrat oziroma razpis, ki je zunaj, se pripravlja na Ministrstvu za visoko šolstvo in inovacije skupaj z Ministrstvom za digitalno preobrazbo, zaenkrat je predvidenih za licenco, to pomeni licenca, ki se kasneje objavlja, 10 milijonov evrov. Moram pa priznati, da ima ministrstvo
popolno podporo vlade in če bo potrebno na podlagi pogajanj to licenco podaljšati ali pa povečati sredstva, bomo to tudi šli. Stranka Pirati zbira podpise proti spremembi zakona o Sovi, kako to komentirate, govorijo tudi starši o referendumu? Jaz bi raje drugače povedal. Ta vlada je speljala nekatere najpomembnejše reforme, ki se jih drugi tudi lotili niso. Zadnja med njimi, ki zdaj stopa v veljavo, je pokojninska reforma. Tudi pri pokojninski reformi so se zbirali podpisi, na koncu niso bili uspešni. Tisto, kar je pomembno, je, kaj prinašajo posamezne spremembe in jaz ne bi šel v detajle o posameznikih, ki zbirajo ali napovedujejo referendume. Na koncu je tisto, kar je pomembno, je, kaj je uveljavljeno. Uveljavljeno pa je v parlamentu oziroma eventualno kasneje na referendumu, če se ta razpiše. Do takrat pa so pa špekulacije v bistvu nepotrebne. Vaš komentar na današnji protest nevladnikov? Ga ne poznam. Res ga ne poznam, tukaj sem. Neustavnost in Šuterjevega zakona. Jaz sem prepričan, da zakon ni neustaven. Mi smo se posvetovali z ustavnimi pravniki. Določene rešitve je predlagalo samo pravosodje oziroma generalno tožilstvo. In povem še enkrat, ker nisem ustavni pravnik, če se bo v parlamentarni proceduri pokazala potreba, da se določene rešitve nadgradijo, jih bomo temu prisluhnili. V tem trenutku pa karkoli drugega je prezgodaj za govoriti. Določenih stvari se enostavno ne govori v javnosti. Ampak gre za zelo dobre odnose, ki jih ima naša obveščevalna služba z vsemi obveščevalnimi službami, tako da jaz verjamem, da bodo ti odnosi samo še boljši in namen tega je povečana varnost slovenskih državljanov in nič drugega. Primož Božič, Primorski val. Župani severa, severne Primorske so malo protestirali pri tem vašem vladnem obisku, ki je zaobšel njihove občine. Kaj ste jim lahko obljubili? Ne gre se za to, da bi karkoli obljubljali. Župani smo imeli zelo dobro delovno kosilo. Mislim, da dajte njih vprašati, so še vedno slabe volje. Mislim, da boste dobili ustrezen odgovor. Format je bil nekoliko drugačen danes, z namenom, da smo bolj operativni. Imeli smo eno srečanje z množico ministrov in vsemi župani. Dogovori pa so zdaj, da se nadaljnja srečanja koncentrirajo oziroma fokusirajo na tiste teme, ki so najbolj aktualne za posamezne občine in se potem samo tisti ministri seveda tam tudi zglasijo. In tak je bil tudi dogovor, ne samo z župani Zgornjega Posočja in Idrijsko-Cerkljanske, ampak tudi z ostalimi. Hvala lepa.